Špela Repnik iz Zavoda za kulturo Bled. Kdaj so se začeli odvijati srednjeveški dnevi na Bledu? Prvi srednjeveški dnevi so bili leta 2007. To je bilo v bistvu 10 let oziroma 9 let nazaj, ampak zato so letos 10. srednjeveški dnevi. To je bila ideja pokojnega prvega viteza Gašperja Lambergarja, Rada Mužana. Ta ideja je kar nekaj časa zorela v njegovi glavi. In lahko rečem, da smo vsi, ki smo vpleteni v ta dogodek, predvsem skupina viteza Gašperja Lambergarja, mislim, da zelo ponosni na to, kako se je dogodek skozi leta razvil. Začeli so spodaj na jasi z nekaj nastopajočimi skupinami, nato pa so skozi leta napletli prijateljske vezi z madžarsko skupino, pa s češko skupino, s Hrvati, z Avstrijci, z Nemci. To vse poteka na taki prijateljski bazi, tako da vsi z veseljem gostujejo pri nas, postavijo svoje tabore. Danes nastopa približno nekje 300 kostumiranih srednjeveških nastopajočih iz 21 skupin, tako iz Slovenije kot iz tujine. Tako da številka vsako leto majčkeno naraste, zato smo zelo ponosni, da se skupine rade odzivajo našim vabilom, kar pomeni, da delamo dobro in da radi pridejo k nam v goste. Vam prihajajo tiste skupine, ki imajo nekako sorodne festivale ali pa dneve, kot so srednjeveški dnevi, kot so različni festivali? Ja, tako je. Kot sem že omenila, te izmenjave nastopov nekako potekajo na prijateljski bazi, kar pomeni, da naša skupina bo z veseljem vrnila nastop naprimer madžarski skupini v Višegradu v začetku julija na njihovem srednjeveškem dogodku in tako se potem tudi spletajo te prijateljske vezi med skupinami. In tudi renesančnega festivala v Koprivnici se udeležite? Ja, tako je vsako leto. Tam bo že letos 11. renesančni festival, konec avgusta. In zagotovo čudovit dogodek, ki si ga je vredno ogledati. Naša skupina se z veseljem vsako leto udeleži. Smo pa zelo veseli, ko nam iz Koprivnice sem pošljajo številne rokodelce in obrtnike, ki se na ta pristen način predstavijo, tudi prikažejo, kako izdelujejo svoje izdelke, kar je pa zagotovo za naše obiskovalce prvotnega pomena, da vidimo nekaj, kako se dela z rokami, kako je narejeno, kako je izdelano. Mitja Perko, s čim se predstavljate tukaj na grajskih dnevih na Bledu? Na Bledu se predstavljam iz replikam stara gorenjska kmečke skrinje herbarije. Kaj še nudite turistom? Turistom v glavnem samo replike z motivi teh iz kmečke skrinj, pa imam neki slik, imam še iz motivi Bleda, drugače imam pa herbarije. To izdelujete sami? Replike delam jaz, herbarije dela pa moja žena. In koliko časa se že s to obrtjo ukvarjate? Ja, 30 let. Kako se odločajo turisti za vaše izdelke? Ja, mislim, da se kar odločajo, da jim je zanimiv, ker so me tudi tujci pohvalili, da imam zelo lepe izdelke na stojnici. No, imate pa v vseh jezikih, ne? Ja, to je pa zaradi tega, ker največ je turistov iz Azije. In oni to ne poznajo in moraš majčkeno napisati, da vejo, zakaj se to gre.
imate doma dopolnilno dejavnost in se brez predstavljate na srednjeveških dnevih na Bledu, pod Blejskim gradom in prav v to sodi vaša ponudba. Kakšna je? Moja ponudba so puščice, samostreli, čelade, leseni meči, potem buzdovani bojne sekire in ščiti. Vse je lesen, zaobljen, da se jakaj ne bi naredil in otroci uživajo v teh stvarih. Ali se turisti zanimajo za meče, to, kar prodajate tukaj? Domači turisti, da, tujci letijo mimo, kot da bi, ne vem kaj, kot da bi bežali. Vem, sem turist in poznam turistične ponudbe. Ljudje, če je težko spraviti nekaj na avion, tega pa ne pride v poštev. Kje še predstavljate te svoje izdelke? V slovenskih gradovih. Drug teden, na primer, imamo na Ptuju. Potem naslednji teden je, mislim, že Žužemberk. V glavnem sobote in nedelje skoraj sem na terenu. Se ohranja kakšna zgodovina, ne? Vse. Prebral sem skoraj vse zgodovinske knjige. Vem povedati otrokom kaj zanimivega, da nisem brez veze tle. Zraven tega sem še starinar, še popestrim svojo ponudbo, ampak ne s prodajo, s prikazovanjem. Tle vidite star gašperček iz Avstro-Ogrske, potem vidite tamle lepo Altdeutsch ogledalo, ki imajo punčke, v katerega se ogledajo, ki si kupijo kronco. Mislim, trudim se, kolikor se lahko. Več kot drugi. Hvala lepa. Kako ste zadovoljni z obiskom? Zelo. Vsako leto smo zadovoljni, letos pa ne glede na vreme, ker nas pač ne prežene nič, tudi v srednjem veku je bilo tako. Ne? Na vreme nimamo vpliva in ga tudi nočemo imeti, mi se imamo fajn, kakorkoli že je. Kot vidite, obiskovalcev je veliko, tako iz Slovenije kot predvsem iz tujine. To so tako gostje, ki imajo obisk Blejskega gradu že v svojem programu potovanja, pa tudi tisti enodnevni obiskovalci, ki pridejo prav zaradi dogodka. Hvala za pogovor in se vidimo na 11. srednjeveških dnevih na Bledu. Tako je, prvi vikend v juniju 2017. Za svoje